Čau, družba! Evo, danes je spet en prav poseben dan, ker je prišel je spet lušten paketek, oziroma šel sem ga kar iskat osebno v trgovino One Drum v Ljubljani. Se vem, da jih skozi hvalim, ampak gledajte, če so dobri, je treba ljudi pohvaliti. Etko. V glavnem, največ zaloge, najboljše cene, za moje pojme, top shit trgovina in jih priporočam na vse konce. Tako da, poglejte si, unkarab, kjerkoli dron, lahko v trgovini One Drum vse dobi. In hvala fantje za tak support, še enkrat, kapo dol. Evo, pa da nadogovezam, takole, prišel je čas, ko je DJI dal ven v bistvu zdaj novega drona. Že nekaj časa nazaj, jaz sem uporabljal prej Mavic Proja, potem sem šel kasneje na DJI R2S. In sicer to je zdaj tale zadevca, star dron oziroma predhodnik tega DJI R3. Tako da bomo zdaj pogledali bistvene razlike med tem dvem droni in če se splača zadevo posodobiti. Pojmo na razpakiranje. Evo, razpakiranje DJI R3, čisto nov, pismo, težje mi deluje od svojega predhodnika. Zdaj pa tako, da povem še par ključnih stvari na hiter, da ne bom preveč dolgovezan. Itak boste spodaj v linku v descriptionu oziroma v opisu, vam bom pokazal oziroma bom linku do trgovine pa tele glavne lastnosti, da boste majčkeno lahko primerjali, kaj pa kako, da se boste lažje odločili. Fancy gadget, prvo bom rekel takole, tale prenosna polnilnica oziroma za baterije shranjevati polnilc. Fenomenalno. Res meni je tudi to všeč, ker človek vidi, kako je zadeva korak s časom. Zmeraj nekaj novega, zmeraj nekaj napreduje in to je sam le kapo dol. Na hiter, kaj prvo vidim tudi tale, se pravi zaščita. Zaščita je zdaj tako, da pokrije od spredi te senzorje, ki sem jo dal dol, se vidi, da pokrije celo, bom rekel, se pravi prva dva senzorja, pa kamero z dual lensi. Lepo so tole zasnovali, da rečem. Kaj je najbolj novega? Najbolj novega je zdaj to, da ko kupaš v bistvu ta DJI R3, iz tem v bistvu se pravi Fly Mode Combo, mislim, da so tudi v navadnih že paketih, že tudi teli, ki so, se pravi Smart Remote Controllerji. Nikoli še nisem tole testiral, bom rekel, čisto iskreno. Bom rekel, vsi, ki so prej sem vozil na Mavicu še, pa na R2S, je bil še ta star kontroler je bil takle. Evo, pa da jih pokažem oba skupaj, ne? Takole zdaj to zadeva izpade. Hud napredek, ne? Tako da tole se bom večkrat mogel še navaditi, je čisto nova zadeva. Tako da ja, tako sem rekel, v korak s časom. Evo, sam če pogledamo zdaj zunanja oblika drona je večkrat spremenjena, malo mi deluje večji. Evo, če ga primerjamo, se pravi, iz starejšo različico, ja, je. Ja. Večji pa težji. Zdaj sem bral na internetu, da je tam 200 gramov težji, na pamet govorim. Občuti se zadeva v roki, ne. Tako da, nič, gremo na glavne lastnosti
oziroma kaj so iz modela R2S spravili v R3. In če se to sploh splača v bistvu. Če že na začetku pogledamo, je tako, tam ima single lens oziroma enojna kamera, tukaj ima pa že dvojno kamero in sicer tale je, koliko je tale, da vidim, da bom prav povedal, da smo zdaj nekaj na hecu. Takole je. Se pravi, ta spodnja leča je širokokotna in sicer 24 mm, ta zgornja je pa 70 mm, kar pomeni, da dobimo malo več zooma in izgleda, da to zmeraj dobro pride, a ne prav. Kar mi je najbolj zanimiv, pa sem takoj pogrutil, ker sem iz škatle ven dal zadevo. Se pravi, zmeraj si dobil te remote stike, si dobil skozi, bom rekel, take ene dodatne si jih dobil zraven, če kakšnega kaj izgubiš. Zdaj si dobil samo ene, dobiš vedno, ko si kupil dron, si dobil, mislim, da dvoje propelerje, se pravi 2x4 komade, to je zdaj 8 propelerjev, tlej je pa zdaj noter 12, se pravi 3 pare propelerjev dobiš, kar mi je res zanimiv, ker bom rekel tako, glede na to, da ima zdaj toliko več senzorjev, toliko bolj občutljive, toliko bolj napredne, bi ga mogli manjkrat crashati. Zdaj bom pa videl, kako to izpada. Res gleda hudo. Tudi spodaj je tako, evo, da jih pokažem, tako, pa tako, takole. Je napredek, vse občutno, bom rekel tako. Zdaj me samo zanima, kako bo to izgledalo pri uporabi. Glavne lastnosti so zdaj take. Skočimo na glavne lastnosti. Kamera je prej na temole, se pravi R2S je bila, mislim, da 20 megapikslov, na tega so zdaj spravili 48 megapikslov, da spravi ven resolucije. To se meni zdi fenomenalno. Se pravi, lahko dodatno še mečkam kropaš, pa ohraniš resolucijo, ali pa za kakšne večje printe, to zelo prav pride. Izboljšan je senzor, kar je zdaj razlika, ker sem na hit prebral, je to, da ta je imel 5,4K snemal, mislim, da na 30 framih, mislim, da je čisto 100%, ker govorim bolj kaj na pamet, ta pa zdaj snema, se pravi, max 4K na 100 ali 120 framih, mislim, da na 100 fps-ih in to je to. Kar se tiče samih modov, jih moram še raziskati, to globoko se še nisem, bom rekel, vtaknil. Zakaj sem sploh šel v bistvu v nakup novega? Ker je stvar v tem, da ima zdaj D-Log. Profil podpira D-Log in ga lahko v bistvu bolj gledate, lepša slika, več se da potegniti ven iz samega tega profila. Tako bom rekel, dopušča več kreativnosti pri samem montaži videa. Se pravi, baterija naj bi zdaj bila izboljšana za nekje 15 minut več flight time-a. To pomeni, da ta je letel nekje 30 minut, ta jih pa leti nekje 45 minut. Zdaj spet odvisen pri kakšnih, bom rekel, zunanjih pogojih, ampak baje, da se sama baterija hudo dobro pozna. Senzorje za proti crashu, bom rekel, za te obstakle oziroma prepreke, so zdaj izboljšali, dela na vse smeri, ta mislim, da je sam 4-smerno deloval. Tako da naj bi se ta zdaj tudi v gozdu, če sledi, ti dobro se izogne tem preprekam, drevesom, vejam, pa tako naprej. Ok, kaj je še zraven dodano, se pravi, v temu je bil O3 sync, v temu je pa O4. To je zdaj tako, da prenos slike je boljši, delovi, bolj kvaliteten je. Prenos slike naj bi deloval nekje do 12 km, pri temu zdaj drži do 20 km. To je spet zdaj v nekakšnih idealnih pogojih, ki jih v praksi praktično nikoli ne rabiš, ker delaš kaj tako resnega. Vedno vidiš dron, pa si po pravilih. Zdaj smo pa še pri teh master shotih. Master shote naj bi v bistvu, tu noter so te special funkcije, ki imaš take, bom rekel, presete, ki te sledi, imaš roke tam, imaš boomerang, vse živo te sledi, kreativno ful pride do izraza. Kaj so zdaj naredili?
Vse te, ki so bili v DJI R2S, so spravili v tega in so v bistvu dodali tudi te waypointe. Mislim, da je to zdaj v Mavic Proju bilo, nisem 100%, ampak ful dobro pride pri kakšnih timelapsih ali pa sploh, če si v bistvu tako, če prideš do te scene, da moraš ti sam nastopati v nekem videu in ti to ful dobro pomaga in ti, bom rekel, tako waypointi si naštimaš, kaj bi rad posnel, kako bi rad posnel in dron ti pol avtomatsko dela in snima. To sem že omenil, zdaj kontroler, kontroler smo zdaj tukaj. Kontrolerji so zdaj taki, tako sem že prej pokazal. Sicer na tem mislim, da ne bom trdil za sveto, ampak stvar je tem, da laufa na Androidu. Ni sicer moj najljubši operacijski sistem. Pol se mi je pojavilo vprašanje, kako pol hitro prenesti fotke, da jih pošljaš v tisk ali pa tako. Kako je s tem povezavam rešen, to moram zdaj še vse raziskati, tukaj sem majčken nov in moram zdaj tole se vršiti noter pa malo vse skupaj pregledati. Da se dotaknemo še cene. Pred leti, ko je bil tale aktualen, je bilo, mislim, da če se prav spomnim, je bil isto kombo okrog 1500 evrov, zdaj pa dobiš za 1550 evrov kompleten kombo pa z novim remote kontrolerjem, ki je še pač za moje pojme izboljšan, ampak tako, kot sem že prej rekel, gre v korak s časom in ponujajo praktično več skoraj za isti denar, kar se meni zdi ful sprejemljiv. Glede na to, ko gre vse gor, pa to grejo tudi, se pravi, kvaliteta in sorazmerje s ceno in gre to, bom rekel, ful v ta pravem ritmu. Kar se tiče pa same izboljšave drona, pa mislim, da so s tem spet naredili nekaj novega in gremo leteti, vse druge ni. V živo je treba videti, kako se stvar obnaša s terena. To je bil zdaj na hitro en unboxing varianta, kaj je sploh bilo noter v paketu, pa majčkan hitre primerjave iz prejšnjemu R2S-om. In to je to. Zdaj bomo pa videli, če se je nakup splačal in gremo dalje. V glavnem družba, hvala, ki ste bili z mano. Se vidimo na novih podvigih, tako da čau.